Leto 2024 se je začelo v znamenju vrkatega borca za severno mejo in pesnika Rudolfa Maistra. A kaj hitro je Raven z nastopom na pesmi Eurovizije dokazala, da je to tudi leto Veronike Deseniške. Njena zgodba je po 600 letih priplavala na površje medijev. To je bil prvi dokumentirani čarovniški proces na Slovenskem. Zlata piščal za izvajalca leta, slovenska strokovna glasbena nagrada, je že tretjič pripadla skupini Joker Out. Hip-hop izvajalka Masaja pa lahko vtiska kar na 2 zlati piščali. Med koncerti, ki jih je predvajala naša in vaša televizija, pa so vas pritegnili Jet Black Diamonds. Slovenščina ali angleščina? Slovenščina. Zato, ker je materinščina, jaz nikoli ne bom znal tako dobro angleščine, kot znam slovenščina, to je pa dejstvo. Številne nagrade in rekordna era s tur, ki si jo bodo slovenski oboževalci in oboževalke zapomnili tudi po odpadnih koncertih na Dunaju, so za kraljico popa v letu 2024 okronali Taylor Swift. As a Swiftie, I have to ask, have the Taylor Swift concerts really increased inflation? Taylor Swift concerts everywhere in Europe in particular generated a lot of traveling, a lot of ticketing, a lot of activity. Has it raised inflation per se? Minimally. Knjižni sejem vsako leto sovpade s svetovnim dnevom prijaznosti, ko izvemo tudi, katere knjige je nujno treba uvrstiti na naš bralni seznam. Priznanje Zlata hruška sta letos prejeli knjigi Krušno mesto Petra Svetine in Statistika za začetnike. Niste pa le bralci, ampak tudi pisatelji in pisateljice. Ula je zmagovalka natečaja Mladi pisatelj leta, zato je lani izšla njena knjiga Lepo spi lepotec. V kinodvorane sta vas vabila kar 2 nova mladinska filma, in sicer Igrišča ne damo, ki je prijel že kar 9-krat. Navdušil vas je tudi Tartinijev ključ, film, ki ga je ustvaril režiser Vinči Volk Anšlovar, preden je odšel med zvezde. Glavni igralec v filmu je Svit Šturbej. Najbolj smo se pa zabavali na snemanju koncerta od LPS-a, to je bil zadnji snemalni dan v Piranu. Je bila res velika žurka. Gotovo bo tudi leto 2025 en velik popkulturni žur, ki bo prinesel še kakšen trend, kot so bile lani elastike na fantovskih zapestih. Skratka, napeto bo.